Spoštovane poslušalke in poslušalci, leta 2010 so na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani začeli prav s posebnim študijskim programom, ki se mu reče duhovno izpopolnjevanje. Po 16 letih je ta program kar lepo zaživel, tako da v studiu pozdravljam gospo Marjo Benedejčič, ki je pravkar zdaj končala oziroma končuje prvi letnik tega dveletnega študija in pa nosilca teh programov, začetnika lahko rečemo teh programov na Teološki fakulteti, profesorja doktorja Ivana Platovnjaka. Prav vam bi postavil prvo vprašanje, zakaj ste se pravzaprav pred 16 leti odločili za tak program? Ja, to je kar zanimiva zgodba tudi, kako je do tega prišlo, ne. Predvsem nekje tisto, da se je malo iskalo, kaj pravzaprav tudi ljudje potrebujejo, iščejo. In na področju duhovnosti ni bilo nič kaj posebnega ponujeno, hkrati pa je v družbi vedno več se pojavljalo različnih duhovnih ponudb, različno razumevanje tudi duhovnosti in je nekje bilo kot izziv za Teološko fakulteto, da tudi mi svoje strani poskušamo razsvetliti, kaj pravzaprav je duhovnost z vidika tudi naše krščanske teologije in Svetega pisma in krščanske vere. Kajti večkrat se prav ta beseda uporabljala izven katoliške cerkve, kakor v katoliški cerkvi, in postopoma se začenja zdaj več tudi govoriti o krščanski duhovnosti, o življenju po Svetem duhu, v tem smislu, da to ni več tako nekaj samo življenje po veri, ampak v resnici tudi duhovnost, v smislu preprosto živeta vera, ne vsej polnosti, vsej celovitosti, je pravzaprav tudi naša duhovno življenje kristjanov. Duhovnost je pravzaprav težko opredeliti, ne, če bi z besedami govorili, ampak gre tudi pravzaprav za neke izkušnje ljudi in za nek način dojemanja presežnega svetega. Gospa Marja Benedejčič, kot sem rekel, vi ste že eno leto slušateljica tega programa. Zakaj ste se pa vi odločili, da pridete na ta program, na to duhovno izpopolnjevanje? Ja, jaz že od zmeri rada berem knjige z duhovno vsebino. Poslušam razna predavanja, ki pomagajo človeku, da spoznava svoj notranji svet, da prevetri dušo. In sem slišala na Radiu Ognjišče o tem duhovnem izpopolnjevanju, najbrž ne slučajno, ker verjamem v to, da se vse stvari zgodijo z nekim namenom. In takrat me je prešinilo, mogoče je pa to zame. Povedano je bilo, da je enkrat na teden, jaz sem zdaj v penziji, v pokoju, tako da imam čas. In nekako me je nagovorilo, da bi si s tem še bolj razširila moj duhovni svet. In sem šla na splet pogledat, kaj to sploh je. Navdušilo me je, kar sem tam prebrala. Potem sem pogledala študijski program, me je pa sicer malo zaskrbelo. Teme so se mi zdele kar malo resne, zahtevne in sem poklicala na referat Teološke fakultete. Svetovali so mi, naj pokličem kar patra Platovnjaka, in res sem ga poklicala. In on me je s svojim prisrčnim smehom in besedami opogumil in navdušil, je rekel, ni pretežko, kar korajžno, kar pogumno. In sem se vpisala. S tem namenom, da pač svojo duhovnost poglobim, da svojo dušo prevetrim za pač vsakdanje življenje, za vse, kar pride tekom dneva. Doktor Ivan Platovnjak, kako pa pravzaprav sestavljate program oziroma so bile kakšne spremembe v teh 16 letih? Program je nekje, smo takrat pred letom 2010 sestavili skupaj in nekje tudi se ozirali, kako je tudi kaj tujini,
kakšni sorodni programi, tudi sam, ki sem študiral malo v Zagrebu, potem bil tudi na Gregoriani v Rimu in potem tudi drugi fakultete, ki ponujajo neke take tečaje ali pa bolj programe za duhovnost, in potem smo nekje določili 10 predmetov z različnim obsegom tudi ur, tudi predavatelji, kateri so določene te tematike prevzeli, in je tako, da je zelo pester program nastal, nekje o splošno o duhovnosti, potem o duhovnosti Svetega pisma in patristike, potem duhovnost telesna, liturgična in prostorska duhovnost. Potem smo se posvetili tudi temu, da je duhovnost verstev in sedanjega časa, potem duhovnost duhovnikov, redovnic, laikov, potem tudi se je posvetilo predmet, ki nekje psihosocialna rast, duhovna rast, kot to, ker se to stvari tudi dinamika duhovnega življenja pokaže, in potem tudi duhovnost v umetnosti, potem zgodovina duhovnosti, duhovnih gibanj in končno tudi praktično uvajanje v duhovnost. Tako da smo poskušali zajeti teorijo in prakso, da nekje omogoča ta študij, da vsak, ki se vpiše, nekje tudi iz svojega življenja in svoje izkušnje lahko vključi v to, kar potem predavanjih sliši, reflektira in tudi potem praktično dobi še nove duhovne izkušnje, tudi preko 4 duhovnih vikendov, ki so tudi v teh 2 letih izvajanja programa, kajti študijski program je enoleten, ampak se izvaja v 2 letih, da je lahko tako se izvede enkrat na teden predavanje po 5 ur v sredo, kot je bilo omenjeno, od 4:30 do 15 do 9. In potem tudi 4 vikendi, ker so tudi te praktične vaje, izkustvene vaje, da tudi slušatelji dobijo tudi to nekje res osebno izkušnjo, tako sami, kako vstopati v ta globlji duhovni svet, tudi osebni odnos do Boga, do sebe in videti sebe in druge in v svet skozi Božje oči, skozi Kristusov pogled. In hkrati, kako tudi sami lahko druge uvajajo, kako je tudi dinamika skupine pomembna in kako deluje skupina, kot tudi neke osnove tudi duhovnega spremljanja ljudi, ki iščejo in želijo poglobiti svoje duhovno življenje. Kot sem rekel, je to program, ki je namenjen, seveda, če govorimo o študiju, potem pomislimo na mlajše ljudi, ne študentke, študente, ampak ta program je pravzaprav namenjen ljudem vseh starosti, različnih poklicev, stopenj recimo izobrazbe, pa tudi stopenj znanja, teološkega znanja ali pa poznavanja cerkve. Kakšni so bili vtisi oziroma odzivi v vseh teh letih, tudi spremljate jih s posebnimi anketami slušateljic in slušateljev? V resnici so zelo dobri odzivi, ne? In večina je slušateljev zelo zadovoljna s programom in jih je preseglo tisto, kar so pričakovali v začetku, in jih je notranje res nagovorilo. Hkrati pa so tudi malo spodbude, kakšnim temam bi se še tudi bolj posvetili, in gotovo pa tukaj kar težko ujeti neko ravnotežje, ne? Ker vsak prihaja iz različnega okolja, vsak ima različno predznanje tudi Svetega pisma, teologije, psihologije in vseh drugih znanosti, ki so noter vključene tudi. In tudi sam nekje tudi, koliko njemu vera že nekaj zelo osebnega, globokega, kako že ima tudi sam zelo razvito tudi različne načine molitve in kako zmore tudi ubesediti to duhovno dogajanje v svojem življenju. In so zato tudi zelo različna pričakovanja.
tako da se nekje držimo teh predmetov, ki so, skušamo pa predavatelji čim bolj res življenjsko predstaviti in tudi dopolnjevati v smislu tudi, kar slušatelji skozi te programe tudi pokažejo želje, hkrati pa tudi na nove izzive o določenih stvareh, ki se 2010 še niso tako tudi bile v ospredju, ne, kot je tudi ekologija, ne, ali drugo tudi duhovne zlorabe, ali tudi pozornost na žalujoče, spremljanje tudi umrjočih. In te stvari, ki nekje tudi paliativna oskrba, ko pridejo bolj v ospredje in je tudi papež Frančišek veliko dal takih izzivov, ne, s svojimi dokumenti in spodbudami, da se nekje odzivamo tudi na te stvari in potem vključimo tudi v te predmete, kakor pač določeno predmet ima, tudi te in predvsem tudi nekje, da se da prostor da lahko sprašujejo slušatelji med predavanji, da lahko dajo odzive. In prav to, kar se mi zdi, je v teh odzivih zelo prišlo v ospredje, da ni ta program bil samo en študij, ni bil samo po domače piflanje, ne, lahko kot tako, ampak da je nekje zelo življenjsko in da so zaživeli res skupnost, so doživeli to, da so postali kot ena skupnost občestva, da so zmogli vedno bolj zaupati drug drugemu in bolj tudi osebne stvari deliti drug z drugim. In se tudi te osebne izkušnje in vse drugo, kar so doživeli, izkusili, povezati tudi z tem, kar so pri različnih predmetih slišali, da je tako postalo vedno bolj življenjsko in da so postali tako tudi opora drug drugemu in da so nekateri rekli, da zdaj, ko je poletje, da kar pogrešajo srede, ne, da je nekje bila sreda tisti motivator, ki jih je gnal. Ne. Drugo je tudi prišlo do izraza v teh anketah, da je nekaterim kar težko, ne, ki so zelo oddaljeni od Ljubljane. V Mariboru, Prekmurju. Lahko je po Zoomu, ne, se pravi, tudi, ni nujno, da je slušatelj fizično prisoten tukaj. Ne. Tako, da tudi lahko, kadar pač ne more priti, da je tudi preko Zooma, tako da je predavanje hkrati po Zoomu in v živo. In tako potem pride kakšna stiska, da ne more in tako in potem tudi na ta način lahko sodeluje in dobi tudi potem posnetke in lahko tudi te stvari poglobine. In to je nekje tisto, da se skušamo prilagajati, videti, kaj pravzaprav je mogoče, da bi vsak lahko, tudi če je daleč od Ljubljane, bil deležen tudi tega študija in deležen tudi iz tega našega skupne rasti. Gospa Marja Benedečič, rekli ste, ko ste se odločali, ste pogledali seveda na spletno stran, pa ste vprašali profesora Platovnjaka o tem študiju. Zdaj, 1 leto po predavanjih in že tudi enem duhovnem vikendu oziroma duhovnih vajah, kakšni so, lahko rečemo, vaši vtisi? Seveda pričakovanja so različna, ne? Kako ste pravzaprav sprejeli te vsebine in kaj so vam pravzaprav nudile. Ne toliko v smislu samo znanja, gotovo tudi veliko znanja, ampak predvsem kot neka duhovna izkušnja. Ko sem se prijavila, pač nisem imela kakšnih velikih pričakovanj. Želela sem si pač obogatiti svoj notranji svet, to sigurno. Izhajam pa iz tega, da vedno v vsaki stvari najdeš nekaj dobrega. In moja pričakovanja so se uresničila in tudi presegla. Na več ravneh. Eno je bilo to, da sem osvojila kar precej znanja, ki ga nisem imela. Naprimer, samo kako lahko nagovori stara zaveza. To me je presenetilo. Novo zavezo bolje poznam, sem jo bolj tudi brala, stare zaveze ne toliko in me je to zelo navdušilo. Pa tudi druga predavanja. Drugi profesori so zelo lepo podajali snov in sem bila presenečena, kako 4 ure lahko zelo hitro minejo. Ena velika dragocenost je pa to, kar je že pater Ivan govoril o dinamiki skupine,
o teh vprašanjih, o teh življenjskih zgodbah, ki spremljajo vsakega posameznika, o tem povezovanju med člani te skupine. To se mi zdi, da je enako velika dragocenost kot pač samo znanje. Tudi ta duhovni vikend, kjer so bile izkustvene delavnice, je bil zelo bogat. Mislim, da nas je zelo povezal in obogatil. Če govorim za sebe, sem se tudi naučila mogoče malo bolj izražati svoj duhovni svet, svoj notranji svet, ker veliko lažje dam nekaj v pisni obliki ven, kakor pa z besedami. Pa mislim, da mi je uspelo zdaj že tudi malo, to sem tudi želela, da bi znala malo bolj povedati, malo bolj govoriti o tem svojem notranjem svetu. Tako da to je tudi eno veliko bogatstvo. In res mislim, da ne samo jaz, tudi drugi, da smo kar malo pogrešali potem srede, ko se je junija to končalo in da ko mi čakamo, da bo spet jeseni. In patra Platovnjaka smo hecali, naj naredi še 3. letnik. Večkrat govorimo o recimo življenju katoliške cerkve. Se pravi, katoliška cerkev ne samo zunaj se ljudje predstavljajo predvsem kot neko hierarhijo, duhovnike, škofe in tako naprej do papeža, pa redovnike, ampak pravzaprav katoliška cerkev je občestvo verujočih in tudi, kot smo rekli, ta študij je namenjen krepitvi tega občestva. Čeprav seveda je odprt za vse, ne samo za katoličanke in katoličane, tudi morda ste imeli celo izkušnjo, da je kdo od druge vere prišel ali pa recimo agnostik ali ateist. Hkrati pa je ta program obširen, da tudi obravnavate druge vere, ne. Se pravi duhovnost drugih ver, velikih verstev, predvsem islama, budizma, hinduizma. Po eni strani pa seveda je tudi to dobro, da recimo nekdo nima nekega predsodka do drugih, drugače mislečih, pa ne samo mislečih, racionalno gledano, ampak predvsem do te druge duhovnosti. Skratka, človek mora biti odprt za različne duhovnosti, ne. Če pa je katoličan, pa seveda temelji na krščanski duhovnosti. Ja, skušamo prav tudi v tem programu uresničevati tudi to, kar nas je spodbudil tudi papež Frančišek z dokumentom Vsi smo bratje, kjer spodbuja prav to, da bi spoštovali drug drugega tudi v različnosti. In pravi, tukaj ni to, da bomo zdaj se vsi poenotili, ne, ampak da vsak ceni, spoštuje to, kar je in to čim bolj polnosti tudi razvije, hkrati pa spoštuje tudi druge v njihovi poti, tudi v njihovi duhovnosti, religiji in se išče tisto, kar pomaga, da lahko skupaj si prizadevamo za skupno dobro, ne, za ta naš skupni dom, svet, za tisto, kar med nami ustvarja več miru, sožitja, solidarnosti in pomaga, da zaživimo bolj polnosti bratstva, sestrstva, ne. Kajti le to bo potem omogočalo, da bo v tem svetu več miru, da se ne bo segalo po nasilju, ampak se bo segalo po tem, da bomo zaživeli vsi dobro, ne, da bomo zaživeli ljubezen, v kateri smo poklicani, ker končno tudi Hans King, ki je raziskoval vse te različne vere, je rekel, da nekaj, kar nas povezuje, je zlato načelo. Kar želiš, da bi drugi storili tebi, storiti drugim. Ne? In da je to nekje v vseh religijah. Drugo, kar je prav tukaj, ne, da se je večkrat strah pred drugačnostjo, strah pred tem, kaj pa zaprav drugi razumejo skozi svojo vero, religijo, si to nekje imajo svojo teologijo in tudi način razumevanja duhovnosti. In zato je pomembno, ne, da v resnici presežemo tudi to, kar je še v naši družbi, predvsem ta delitev duhovnost, religija, kot da je duhovnost nekaj izven religije, kakor da ni pravzaprav religija tudi povezana in omogoča živeti globoko duhovno. Zato si tudi
v tem programu prizadevamo, ne, da se zavedamo, da nihče ne živi svoje duhovnosti nekje izven nekega konteksta, ali je znotraj religije, kateri pripada, ali znotraj tega sveta, sekularna duhovnost, kot rečemo, ali pa pač religiozna duhovnost, religijska duhovnost, ali pa tudi razne ezoterične in druge duhovnosti, ki so nekje vmesne. In tukaj je prav to, da bolj ko določene stvari poznamo, bolj ko nekje drugim tudi priznamo njihovo pot in spoštujemo, bolj tudi znamo ceniti tudi svoje in hkrati ceniti tudi drugega, ne. In videti tisto, kar nas povezuje, ne samo ločuje, ne. Da ni zdaj prvi namen, da bomo zdaj druge spreobračali, ampak prvi namen je, da bomo mi to, kar smo tudi kot kristjani, kot katoličani res zaživeli, da bomo zaživeli v duhu Jezusa Kristusa, da bomo zaživeli evangelij, da bomo zaživeli to, kar pravzaprav je Jezus živel in želi po duhu sedaj živeti po nas. In bolj, ko bomo to živeli, bolj bo tudi polnosti naša krščanska duhovnost živeta, katoliška duhovnost, in bolj bomo tudi zmogli tudi z drugimi nekje najti tiste prave, spoštljive odnose. Gospa Marja Benedejčič, glede na besede profesora Platonjaka, verjetno tudi vi pozitivno sprejemate te izkušnje tega študijskega programa Duhovno izpopolnjevanje in verjetno vam bodo pomagale tako vaši osebni, duhovni, verski rasti, kot tudi v odnosih z drugimi, recimo v župniji, ne? Sigurno. S tem, ko pač sam gradiš svoj notranji svet, duhovno rasteš in potem najprej to živiš doma, potem pa še s prijatelji, sosedi, z občestvom, s župnijo. Moglo bi se to povsod poznati, sigurno, ker to, kar sem dobila, ne, mi koristi za čisto navadne vsakdanje življenje. Ko kuham, ko delam v vrtu, povsod je ta duhovna dimenzija, ne, prisotna, ne, pri skrbi za rože, za naravo, ker imam zelo rada naravo in povsod je prisoten ta Božji duh in tako da ta duhovnost pomaga prav v vsakdanjem življenju. Drugače sem tudi pri Karitas, tako da tudi pri delu z ljudmi je tudi pomembno, da si duhovno močan, ker se srečuješ z raznimi stiskami ljudmi, z različnimi zgodbami. Mogoče bi tudi to poudarila, to skupino na tem študijskem izobraževanju. Vsak je pač prišel na to skupino s svojo zgodbo, s svojim pogledom na duhovnost. In me je presenetila ta odprtost, to spraševanje in tudi pripravljenost vseh profesorjev na odgovarjanje na ta vprašanja, ki se tudi vedno niso tikala vsebin. So bila tudi izven, ampak vedno so bili odgovori, vedno smo bili slišani in to je ena velika dragocenost, da se čutiš slišan in sprejet. Najlepša hvala za ta pogovor, torej gospe Marji Benedejčič in profesorju doktorju Ivanu Platonjaku o študijskem programu Duhovno izpopolnjevanje na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Ta študij se spet začenja, torej oktobra. Kogar zanima, naj pogleda na spletno stran ali pokliče na Teološko fakulteto. Še enkrat hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost. Lep pozdrav. Sedmi dan.